In lep pozdrav. Dobrodošli na tem brezplačnem video programu, kako postati odlični life in business coachi. Moje ime je Aleksandar Šinigoj in v tem prvem programu, v tem prvem posnetku bi rad delil prvo stvar, ki se mi zdi izjemno pomembna in ključna za vse tiste, ki bi radi postali dobri coachi. Na področju osebnostne rasti, na področju odnosov, na področju poslovne rasti, podjetništva in tako dalje. In prva stvar, za katero bi vas vabil, da naredite, je to, da si date namero. Jasen cilj, da boste postali odlični v tem, kar počnete. In druga stvar je ta, da imate jasen cilj, da boste klientu, ki bo zdaj z vami sodeloval v coachingu, maksimalno pomagali. To pomeni, da bo vaša namera, preden začnete coaching, ta, da osebi pomagate z motivacijo, da osebi pomagate tako, da jim pomagate spremeniti njihov pogled na svet, da osebi v resnici tako pomagate, da bo po vaši coaching seansi, po srečanju z vami, bolj motivirana, bolj sproščena, zmanjšala neko negativno blokado, karkoli že ima, in hitreje, odločneje in seveda z več energije in motivacije stopila proti ciljem. Tako da v tem prvem posnetku v resnici vas prosim, da napišete namero. Napišete namero, kako dobri bi radi bili kot coachi, smo rekli, kako dobro bi radi znali spostaviti stik, kakšne vprašanja bi radi znali postavljati, in v resnici napišete vse, kar bi radi dosegli v obliki svojih coaching seans in tako dalje. Mi vemo nekaj, da ste lahko danes coachi z posamezniki v podjetjih, z posamezniki na različnih delavnicah in tako dalje, ali pa imate skupinske coachinge. In skupinski coaching samo to pomeni, da boste naredili en cel paket vprašanj, s katerimi boste pomagali skupini ali posamezniku. V vseh primerih, ali da gre za individualni coaching, ali je to ena na ena, oziroma s coaching skupinami, je ta namera ključnega pomena. To je še enkrat ponovim, to je prva lekcija, ta moj prvi brezplačen video posnetek, to je moje prvo darilo za vas, naj bo to še enkrat. Postavite si cilj, kako dobri coachi bi postali, opišite to z besedami. Rada bi coachala tako, da bi ljudje imeli zaupanje v mene. Rada bi dejansko znala ljudem pomagati, da se bojo premikali proti svojim ciljem hitreje. Rada bi znala v resnici postaviti dobro vprašanje. Tako da opisno napišite, da bi radi bili odlični in najboljši coachi. In druga stvar, druga namera, drugi cilj, ki si ga dajte dejansko postaviti, je vsakič znova, ko se greste formalno coaching, ali pa vsakič znova, ko delate z nekom neformalno coaching, kajti vsak, ki je vodja, v resnici lahko uporablja coaching koncepte za vodenje. In takrat si dajte namero, namen, da boste z osebo, ki je pred vami, z temi coaching tehnikami, ki jih boste spoznali v okviru našega študija, pomagali osebi, da bo v resnici hitreje, lažje, brez nekih ovir in notranjih preprek hodila proti svojim lastnim ciljem in željam. Mi vemo nekaj, da tudi če boste postali mentori, kajti coach z vprašanji pomaga klientu do svojih rezultatov. In v resnici klient sam pride, sam sodelavec vaš bo prišel do cilja, če boste postali dobra coaching vprašanja. Mentor po drugi strani pa v resnici tudi z nasveti. In vi ste lahko kombinacija coacha in kombinacija mentorja in v resnici postavite nekaj dobrih vprašanj, pa na koncu rečete osebi, to pa to naredi, kot neka vrsta mentorstva ali pa sugestije ali pa nekoga, ki dejansko konkretno pomaga za neke rezultate. Tako da, hvala lepa, da ste bili v tem prvem posnetku z mano. Upam, da vam je bilo to darilo všeč, koristno, zabavno, simpatično. Z vami za drugi posnetek, da si ga pogledamo. V tem posnetku bom govoril o temu, katera so dobra vprašanja. Torej, katera so dobra vprašanja, ki jih vsak coach mora vedeti, da potem z njimi lažje in hitreje pomaga svojim klientom. Tako da, tukaj si bomo povedali nekaj dobrih vprašanj. Hvala lepa, vidimo se v drugem brezplačnem video posnetku. Hvala lepa.